Živjo, to so že četrte jecljajoče novice. Moram reči, da sem ful presenečen nad uspehom TikToka. Jaz sem ga imel to na začetku kar majčkeno tako za postran, za neko nujo. Po nekaj videih, ki sem jih sicer kar tako malo objavljal, je prišel en video, kjer sem posnel mojega brata Mateja, ki je oseba z motnjami v duševnem razvoju. Sem za nalašč napisal tak zelo provokativen naslov, da je umsko prizadet. Sem rekel, ajde, dajmo malo sprobati to logiko TikToka, algoritem in tako naprej. In kljub vsemu, na moje zelo veliko presenečenje, si je ta video ogledal zelo veliko ljudi. Seveda, bilo je veliko pogroma, po drugi strani veliko podpore, kljub vsemu. In seveda, algoritem je to zelo zagrabil in jaz sem potem to še samo nadaljeval. Jaz sem dosti snemal mene pa Mateja, ki so šla na kavico, s tem, da pač pokažem, da kakšenkoli je že Matej, je najboljši brat na svetu. Tukaj sploh ni debate. In da moramo vsi v življenju, ne glede na to, kakšni smo, koliko smo različni, gledati na pozitivno stran življenja. Pa še tako je. Taki otroci, v narekovajih, kakor je Matej, nam lahko veliko dajo. Kakor je ena prijateljica Renata danes zelo dobro povedala. Namesto da se oni učijo od nas, kao, bi se mi, čisto normalni ljudje, lahko zelo veliko naučili od njih. Toliko srčnosti, toliko te iskrenosti, kot jo oni premorejo, je mi ne bomo mogli doživeti, dobiti nikoli v življenju. Lahko se približamo temu, ampak tega ne bomo mogli mi doživeti. Zdajle boste videli par kratkih videov iz TikToka sicer, kaj sem posnel, tako da uživajte. Pa v komentarjih spodaj napišite, a se vam zdi to kul ali ne, a bi mogoče tudi kdaj v bodoče imel podobna javljanja na YouTubu. Povejte svoje mnenje. Teo, kva spet delaš? Jem torto. Kva, spet? Ja, Pa kavica, fotor tudi mora biti malo zraven. Kakšna je? dobra je, dobra. Dobra je. Ja, Teo, kva spet delaš? Teo, kje si? v Tibuju. Spet. Ja, Boš kaj povedal svojim sledilcem? ja. A boš kaj rekel svojim sledilcem? Da me sprejemajo še naprej. A res? Ja, Pa da ti ne za kakšno kavico dajo, ne? za tri, ne? No, Ne sem za eno. no lepo. In bom rekel, evo. Uživamo na kavici, v Tibuju, na Viru. No, tukaj je pa Teja spet, ki ima smetana. A boš pozdravil Teja svoje oboževalce? Ja. No, daj pozdravi. Živijo. Evo, tako da, uživava. Peta se gradnja nadomestnega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Na Direkciji za infrastrukturo so objavili razpis za zgraditev nadomestnega železniškega nadvoza na Dunajski cesti, ki pomeni prvo fazo nadgraditve ljubljanske železniške postaje. No, tisti, ki smo bili v Ljubljani kdaj, smo živeli v Ljubljani, pa tisti, ki ste v Ljubljani, veste, da je to glavna prometna železniška žila na železniško postajo. Pa tudi sam podvoz je zelo obremenjen in takrat, ko so itak malo večji dež, ko je zmer poln. Delan bo širši nadvoz, čez katerega bo speljanih 6 tirov namesto zdajšnjih 4. Kar pa bo problem, je pa to, da se bodo izvajala dela na Dunajski cesti in poglobili bodo območje za pešce in kolesarje. Šlo bo za to, da se bo pač konstrukcija obstoječega železniškega nadvoza zamenjala, potem seveda prilagoditev signalno-varnostnih telekomunikacijskih naprav,
Ne bi pa vse to skupaj znašalo okoli 80 milijonov evrov. Je pa seveda na celotnem območju tega železniškega nadvoza načrtovana tudi rekonstrukcija Dunajske ceste, in sicer res je, da so zdaj še v fazi idejnih zasnov, je pa nekje že kar znano, da želijo okoli 30 centimetrov na določenih delih še bolj poglobiti konstrukcijo. Nekje pa nekoliko manj, kakor je že trenutno. Zdaj, kaj bo to pomeni za prometni režim v Ljubljani? Ja, čisto iskren povedan, bo to občasno kaos, ker bo zaprta Dunajska cesta in to bo na bližnjih pa vzporednih cestah povzročilo zelo velike zamude, sploh v teh špicah. Ne bi bila pa ta nadgradnja nadvoza na Dunajsko cesto prva faza nadgradnje železniške postaje v Ljubljani. No, ta nadgradnja železniške postaje se dela že 30 let. Ker res je, to je treba dejansko čisto vse spremeniti, tire oziroma perone, razporeditev tirov in tako naprej. To res že se vidi, da je že zelo staro vse skupaj. Poleg tega pa je predvidena tudi nadgradnja železniških postaj od Šiške preko Ljubljane, Most Polja do Zaloga in seveda tudi gradnja novega podvoza na Šmartinski cesti. Če ne bo seveda razpletov pri razpisu, pa bi lahko po besedah Korošca bi lahko začeli delati na začetku prihodnjega leta. Evo, tole je novo čudo iz, ne boste verjeli, Huaweia. Ja, Huawei je naredil svoj prvi avto. Evo, le kako se to odpre. Gre za Huawei Aito M5. Avto je dejansko v zadnji zelo podoben Porsche Cayenneu, v spredju so tudi kakšne novosti, oziroma niti niso toliko novosti, v spredju je bolj kakšni Tesli, pa seveda so malo to kopirali, ampak tako zelo na prvi pogled je baby Porsche, no. Zdaj, kaj to pomeni za celotno produkcijo elektroavtov? Ja, ne drugega kakor samo še ena več konkurence in za nas potrošnike pa zmeri tako. Zdaj, kolikor bo več teh firm, kolikor bo več dobrih firm, ki bojo električne avte proizvajale, bo to toliko boljše za nas, seveda. The development of new energy vehicles has been in full swing, and it has become a sweet pastry in the eyes of many car companies. They have joined this field one after another, and major brands of cars have continued to come out. Ne vem pa, kako bo zdaj s tem pri nas v Particularly complicated Sloveniji lines oziroma on v the body. Evropi. A ga bo sploh možno dobiti ali ne? Po mojem, da že v Evropi. 80M5 has a simple and stylish Bo bolj streamlined težko, no. body, which not only pa ne, has the sporty bomo videli. feeling of a Evo, notranjost. Harmony OS is a leading, new generation of Zelo intelligent Tesla terminal podobno. operating system. Through innovative distributed capabilities, trusted interconnection capabilities, soft bus technology, and atomic service capabilities, to it can od realize Huawei service operacijski adaptation. sistem. Evo, polnilec, to je vse v redu. Tako da bomo videli. Power. The WLTC Sicer mislim, da še ni Compared toliko to veliko pure znanka o electric tem. the Vam VX bom pa v opisu videa podal povezavo do tega YouTube posnetka, kjer si ga boste lahko ogledali v celoti.